Dobrodošla, dobrodošel na prav posebnem masterclass webinarju, ki ga sokreiramo tri krasne ženske. Tako da bomo spregovorile o čakrah, ki so pravzaprav energijski centri, ki potekajo vzdolž hrbtenice, in o tem, kako jih lahko še dodatno podpremo z bodisi eteričnimi olji, kar je predvsem moje področje, na drugi strani s kristali. Tukaj sem vključila sicer nadaljavo čudovito Metko Damjan, ki nam je kot v mojih očeh velika strokovnjakinja na področju, ko pride do izrabe kristalov v vsakdanjem življenju za podporo in na drugi strani tudi za postavitev kristalnih mrež. Je odlična oseba, ki nam je to pokazala sicer preko svojih fotografij, tako da danes izrabljam to njeno supermoč. Na tretji strani pa bomo povabile v našo bližino tudi Miljanko Bajželj iz Divine Chi Flow, ki pa nam bo spregovorila še, kako iz vzhodnega sveta Indije in starega Sanskrta lahko določene čakre podpremo in odpiramo tudi s pomočjo manter. Zdaj, kaj točno so čakre? So pravzaprav, kot smo rekli, energijski centri, ki potekajo vzdolž hrbtenice. Potem pa dejansko, če gremo od začetka, se nadgrajujejo od spodnjega dela telesa do zgornjega dela telesa in s pomočjo tega se skozi nas lahko pretaka univerzalna energija, ki rečemo pogosto chi. Zdaj, vsaka od teh 7 čakar je povezana z višjim nivojem, torej višje, ko gremo, pridemo do višje stopnje bivanja. Vse čakre so povezane tudi z različnimi vidiki našega telesa, torej s fizičnim, tako bodisi organi, živčevjem, endokanabinoidnim sistemom, žlezami, na drugi strani pa tudi zelo močno z našim čustvenim doživljanjem in z našim duhovnim delom oziroma duhovnim jazom. Naša življenjska energija, prana, pa je večja in boljša in tudi bolj se počutimo, kot ta univerzalna energija, če lahko lahkotno teče in se pretaka skozi vse čakre brez blokad. Zdaj, vsi izzivi, ki jih imamo v življenju, tako da tukaj te pa vabim danes, da se mogoče povprašaš, kje je področje, kjer rabiš podpore, čutiš, da je treba še malo nagovati tisti del. To so lahko področja obilja, področja odnosov, področja poslanstva. Ker namreč vse to je uravnano, ko imamo tudi mi dobro postavljene in opolnomočene vse čakre, torej vse naše energijske centre. Zdaj pa kar gremo na prvi uvodni del v povezavi čakre kristali. Ko pridemo do povezave čakre in kristali, je pravzaprav stvar, ko pogledamo stvari skozi otroške ali intuitivne oči, zelo preprosta. Tudi, ko se govori o čakrah, kot smo rekli, se postavljajo od spodnjega dela, torej od tako imenovane, kot lahko vidiš, če gledaš od desne proti levu na zaslonu, rdeče korenske čakre, potem se nadaljuje preko sakralne čakre, ki se nahaja recimo v bližini popka oziroma natančneje malo nad popkom. Potem se nadaljuje v tako imenovanem solarnem pleksusu, ki se nahaja v zgornjem delu trebuha, potem z srčno čakro, ki se nahaja v prsnem delu oziroma na predelu srca, rečemo. Potem nadaljujemo z grleno čakro, ki se nahaja v predelu grla, s čakro tretjega očesa kot šesto čakro in seveda še 7. čakra, kronska čakra, ki se nahaja na vrhu glave. Če pogledamo ta barviti del, se pravzaprav sprehajamo od rdeče korenske čakre, oranžne sakralne čakre, potem do naslednjega rumenega solarnega pleksusa, do zelene srčne čakre, do modre grlene čakre, do indigo barve tretjega očesa in do kronske čakre, ki je v vijolični barvi. Najpreprostejše, kar lahko rečem, ker danes želimo vseeno ta masterclass narediti poučen, pa pravzaprav zelo enostaven za razumevanje, lahko podpreš s kristali podobnih barv. Tako da, če si velikokrat v dilemi, ne rabiš imeti vseh teh zapiskov, čeprav si lahko delaš print screene, ampak dejansko lahko pogledaš, katere kristale imaš doma. Iskreno velikokrat niti ne rabiš vedeti, kateri, lahko pa seveda iz lastnega zanimanja pogledaš, kaj še kakšen kristal podpira oziroma s čim vse se lahko še podpre določene ostale stvari v življenju, ki jih želiš podpreti. Vseeno pa bomo v naslednjih
posnetkih šli od čakre do čakre, tako da še enkrat to, kar je tudi na tem zaslonu, še bolj podrobno pogledamo celostno in se zopet dotaknemo pravzaprav te moči barv. Vem, da se veliko krat sprašujete, tako da če koga zanima, lahko vas čas komentira, enemu izmed vas tudi podelim DIY mešanico, ki jo bom pripravila na tisto čakro, ki jo trenutno rabiš najbolj podpreti, tako da ti tudi priporočam, da si pripraviš zvezek in pisalo, lahko sproti tudi že zapisuješ, kje so mogoče področja, kjer si močen in na drugi strani, katera so pa tista področja, ki potrebujejo še nekaj tvoje pozornosti, zato da čez to, kot čez en tak dnevnik, kot čez journaling, dejansko ugotoviš mogoče, katera področja lahko podpreš, pa jih potem lahko podpiraš bodisi z eteričnimi olji, s kristali, mantrami, s kombinacijo dveh od teh ali pa kar z vsem. Tako da se že veselim in spregovorim v naslednjem delu o korenski čakri. Korenska čakra, velikokrat označena tudi s tem simbolom rdečim, ki ga vidiš tukaj, kar je pravzaprav lotosov cvet s 4 cvetnimi listi, ki ga potem sestavljajo še kvadrat, narobe obrnjen trikotnik, pa simbol sevenske mantre Lam iz Sanskrta, kar je tudi nekako uvod v to, kar nam bo Miljanka na koncu zaupala in pravzaprav mantra, s katero lahko tudi podpiramo določeno korensko čakro, ki rabi biti kot energijski center malo bolj odprta in pretočna. Drugače pa se verjame, da so te 4 cvetni listi lotosa pravzaprav 4 zemeljski elementi, tako da govorimo o zemlji, vodi, ognju in zraku. Glede na to, da kot vidiš, označuje ta korenska čakra, ki se nahaja v bistvu na dnu hrbtenice in predstavlja stabilnost, varnost, pripadnost, preživetje, je zelo pomembna in postavlja, če je trdna, tudi trdnost vseh naslednjih, se nadgrajujejo kot stopničke. Zdaj med eteričnimi olji, kar je bolj moje področje, so tista eterična olja, ki jo najbolj podpirajo pravzaprav zelo, zelo lesna olja. Recimo tudi na drugi strani, čeprav je zanimiv, ker se nahaja bolj kot ne iz takih, rečemo, zimzelenih listov, rastlina pačulja, potem cedra, pravzaprav v slovenščini virginijski brin, vetiver, to je pravzaprav trava, določene šopaste trave iz Haitija, pa potem sivke in kadila. Tako da velikokrat bom pri vsaki čakri skušala poudariti, katero eterično olje iz osnovnega paketa je tukaj zelo primerno in pravzaprav na nek način pove še eno logično stvar. Eterični olji iz osnovnega paketa, kot sta recimo sivka in kadilo, torej frankincense, umirjata. In dokler mi nismo umirjeni, postavljeni, kar tudi na nek način označuje korenska čakra, težko pravzaprav karkoli drugega delamo oziroma negujemo izzive. Tako da tukajle, pravzaprav, če zberete pomirjujoča olja, na koncu koncev morda celo mešanico gozda, kot je balance, ali pa mešanico cvetnic, kot je serenity, morda celo mešanico, ki je za lažje soočanje s stresom, adaptiv, ne morete zgrešiti. Moj napotek, kaj izrabiti, je pravzaprav ta, da izrabiš to, kar te trenutno pokliče, in tudi če veš, pol s časoma tudi opazuješ čakre in vidiš, kje je v primanjkljaju kaj, lahko to čisto intuitivno podpiraš. Tako da vse, kar tukaj vidiš, je lahko neko vodilo, pravzaprav je pa na koncu vodilo edino tvoje fizično, umsko, čustveno in tudi dušno, srčno telo, kar izkazuje nos, ker je glavni indikator, ki v 20 sekundah popelje vonj, ki ti diši, do limbičnega dela možganov in deluje tudi na žleze. In kot smo že rekli, žleze so tudi povezane z delovanjem čakr. Zdaj, kako še podpreti s kristali? Kot dejansko vidiš, tukaj lahko slediš preprostemu napotku, da izbiraš kamne, kristale v barvi določene čakre. Torej, trenutno smo v barvah rdeče. Pol kaj še biti pozoren? Ko nisi v ravnovesju s to čakro, mogoče čutiš malo neprizemljenost, lahko čutiš zmedenost, ali se težko premikaš, tako da velikokrat tudi težave, izzivi z križem pomenijo ravno to, da potrebuje malo več nege ravno ta čakra. In ker ta ni stabilna, so seveda tudi vse ostale čakre omajanje, če ravnovesja tukaj ni. Kaj lahko še narediš s eteričnimi olji? Tukaj imam sicer en tak zemeljski recept za v difuzor, z vetiverjem,
cedrom pačuljem v enakih razmerjih, 2 kapljici, ki jih lahko zavrtiš v difuzorju. Lahko pa povečaš to razmerje na skupnega 40 kapljic in si pripraviš rulonček, sploh če je to čakra, ki jo želiš malo večkrat podpirati. Tako da recikliraš star, prazen rulon, privzdigneš tukajle spodaj z nožkom pod tem gumičastim delom, pod črnim delom pokrovčka, daš noter 40 kapljic skupnega eteričnih olj, kot so recimo v teh razmerjih. Sicer je ta mešanica zelo preizkušena, ampak se lahko tudi malo poigraš, pa dodaš svoje, recimo namesto vetiverja in cedre bi lahko dodal samo kadilo in sivko, izpustil pačuli, če nimaš ostalega kot osnovna olja, in ostalo zapolniš s kokosovim oljem in si to nanašaš, mažeš na spodnji del hrbtenice. Tako da to je zdaj malo daljši uvod pri tej prvi čakri, ker vsakokrat pokažem difuzor mešanico, ki je en tak obči izbor, ki večino podpre pri tej čakri. Na drugi strani pa lahko povečaš število kapljic in si za to čakro, če vidiš, da je res na dlje časa omajana, podpiraš še z mazanjem rulona, ki si ga pripraviš kot opisano tukaj, tudi pri ostalih. V tem primeru naše korenske čakre mažemo vse skupaj na spodnji del hrbtenice, lahko pa hkrati tudi zavrtimo eterično olje v difuzorju. Za tisto, kar je spet zelo intuitivno in z otroškimi očmi, da si lahko pravzaprav to čakro podpiramo z vsem v rdeči barvi. Torej ne samo kristali, ampak dejansko lahko tudi z uživanjem sadja, zelenjave v tej barvi, ali pa da se vdeneš v oblačila rdeče barve in da več časa nameniš morda gibanju, masaži telesa. To gibanje je iz medeničnega dela povezano s tem delom čakre in križni del. In zraven, če si tudi ljubitelj in so ti afirmacije podporne, lahko izgovarjaš varna sem, zaščitena sem, prizemljena sem, imam, živim. Tako, malo daljši uvod, zdaj pa gremo že kar na drugo sakralno čakro. Druga sakralna čakra se označuje z oranžno barvo. Jaz sem ti zgoraj desno zopet napisala tudi same mantre, sanskritsko besedo, s katero velikokrat podpiraš to, o čemer bo več rekla Mili, in na drugi strani tudi sanskritsko ime same sakralne čakre in tudi njeno to simbolično podobo. Tako da, če te ta del bolj zanima, si morda potem lahko po ponovitvi posnetka tudi bolj pogledaš. Tale del, recimo tukaj kot zanimivost, je ta simbol oranžne barve, 6 cvetni listi okoli središča. V središču imamo pa simbol za vam, to je zvok, ki v mantri zelo podpira to čakro. In tudi na drugi strani ta simbol vode kot srebrn polmesec, kar pomeni, da je to prostor lastnega prebivališča. Tako da v tej čakri, ko je postavljena, domuje kreativnost, strast, naša zdrava spolnost. Podpiramo jo lahko tudi z oranžnim oljem same divje pomaranče, lahko pa tudi z ylang-ylangom, rumenim cvetom in z muškatno kaduljo oziroma clary sage. Velikokrat je barva kristala, kot jo lahko tukaj vidimo, barva, ki jo najdemo v karneolu in tudi v njegovih lastnostih. Zdaj, ko mešamo eterično olje, je odlična tale mešanica pomaranče, ylanga in sivke. Zdaj, vsaj pomaranča in sivka sta že krasni za podpiranje tega. Kot rečeno v prejšnjem opisu same korenske čakre, lahko to zavrtiš v difuzorju, v razmerjih, ki so tukaj s kapljicami. Lahko pa razmerja teh kapljic povečaš na 40 kapljic in si pripraviš rulon, ki ga dopolniš potem s kokosovim oljem, zato da je zrečeno, in si to nanašaš na spodnji del trebuha oziroma v našem ženskem primeru pri ženskah na predel maternice. Ko ni v ravnovesju, ponavadi primanjkuje kreative, se težko izrazimo, težko rešujemo izzive in tudi nimamo zdrave ali urejene spolnosti. Tako da zopet to čakro lahko podpiraš z oranžnimi kristali, zelenjavo, sadjem ali pa se celo oblačiš v oblačila oranžne barve in več časa nameniš gibanju, podpori limfe, da sproščaš blokado v čustvih, da postavljaš meje in da delaš na otroku v sebi, kar pa je izredno podporno, če zraven prav v tem zadnjem uporabljaš tudi eterično olje ylang-ylanga. Afirmacija, ki podpira tudi to drugo oranžno, torej sakralno čakro,
je pa sem ustvarjalen, sem čustveno uravnotežen, čutim, želim in zaznavam. Pa smo že pri tretji čakri, ki imenujemo pogosto solarni pleksus, sonček. Manipura v sanskrtu v bistvu je označena v srednji ta znak simbolika z svetlo-rumenim lotosom, ki ima pa 10 cvetnih listov in simbolizira eno tako vitalnost, širitev, prebujeno zavedanje. V središču lotosa pa je obrnjen rdeč trikotnik, ki predstavlja element ognja. Mantri bo malo kasneje spregovorila še Mili, ki jo lahko podpira. Torej označuje moč, samozavedanje, samozavest, in kristal tigrovo oko, recimo en tak, ki jo krasno lahko podpira. Medtem ko eterično olje limete, cimeta, poprove mete in črnega popra ob limonski travi zelo dobro podprejo to vse skupaj. Tako da tukaj ti delim eno difuzor mešanico, ki je zelo podporna za tretjo solarni pleksus čakro. In sicer je to bergamotka, grenivka, kasija, kar je kitajski cimet, in cipresino eterično olje. Lahko pa si zopet, kot rečeno že v prejšnjem posnetku, tudi prve čakre, se skupaj povečaš na 40 kapljic v istih razmerih, zrečiš s kokosom in varolonu, uporabljaš potem kot mazanje nad trebuhom pod prsnim košem, v tem predelu noter. Jaz imam res lepo izkušnjo tudi s to čakro, recimo, čeprav tukaj ni omenjeno, eterično olje pomaranče, rečeno mazanje tukaj, tudi po enem napotku iz tradicionalne kitajske medicine, da si lahko bolj odpiraš in res je, kot da bi te ožaršla ena taka svetloba, sonce, ki stopi v tvoje telo in tudi v trenutku izboljša počutje. Smo pa to tudi pri deklicah velikokrat, če ste intuitivno zbrale poskusne in deluje pri otrocih. Zelo lepo, takrat, ko mogoče rabijo več samozavesti, samozaupanja. Zdaj podpiraš jo lahko zopet tukaj z rumenimi kristali, zelenjavo, sadjem ali oblačili, ali pa da več časa nameniš umirjanju, lažjemu soočanju s stresom in obvladovanju občutkov jeze, ker smo tukaj tudi blizu organov, kot so jetra ali pa vranica, torej na eni strani občutki jeze, na drugi strani občutki skrbi, tako da lahko tudi z afirmacijo, če želiš, podpreš, sem samozavestna, želim, bom, mislim, stopam v akcijo. Srčna čakra, zelena čakra, se nahaja v predelu srca in je v simboliki čakra dajanja in prejemanja ljubezni. Lahko jo podpiraš z eteričnimi olji limone, vrtnice, kamilice, sivke, tako da vedno, kot vidiš, najdeš tudi nekaj iz osnovnega paketa. S kristali, recimo mavričnim fluoridom, z rožnatim kvarcom, zelenim aventurinom. Drugače pa simbolika tega simbola oziroma podoba zelenega lotosovega cveta z 12 cvetnimi listi, ki se potem obdaja dve podobi, kot en simbol predstavlja most med spodnjim in zgornjim oziroma med fizičnimi in na drugi strani zgornjimi duhovnimi čakrami, ker je nekako na polovici. Tudi o sami mantri bo spregovorila še malo več kasneje Miljanka. S čim jo lahko podprem? Svežim sadnim zeliščnim, ko pride do eteričnih olj, recimo eterično olje ciprese, grenivke, majarona kot zanimivost. Lahko pa, če tega nimaš, morda iz osnovnih 13 izbereš tudi eterično olje aromatača, zelo odlično deluje tukaj. To je recimo tudi nasvet, ki sem ga jaz sprejela od ene kolegice že davno pred leti, za zaščito svoje energije, si lahko na predel srčne čakre nanašaš eterično olje oziroma mešanico eteričnih olj za masažo. Pri doTERRA je to aromatač, ki tudi vsebuje pravzaprav ravno večino naštetih eteričnih olj tukajle. Zdaj, če želiš rolonček, povečaš zopet število kapljic do 40, dodaš kokosovo frakcionirano olje in si mažeš to na sredino prsnega koša na srčni predel. Ko ni v ravnovesju, se ponovadi težje soočimo z žalostjo, z izdajo, z izgubo bližnjega, tudi recimo, ko se zgodi morda ločitev, ali te nekdo zapusti, ali pa morda umre. In takrat ta čakra seveda je bolj v stanju, ko rabi veliko več nege in podpore. Tako da jo lahko podpiraš tudi z zelenim, s kristali zelenimi, zelenjavo in sadjem. Lahko se odeneš v oblačila zelene barve, lahko več časa nameniš svojim željam,
negovanju odnosov, dihalnim vajam, celo v zeleni gozd se lahko odpraviš na sprehod, izvedeš Shinrin jogo oziroma gozdno kopel in dobrodelnost. Z afirmacijami pa tukaj pridemo do afirmacije ljubim in sprejemam, dajem, tako da se lahko v teh besedah tudi še dodatno podpreš, če se le da, z glasnim izgovarjanjem. Grlena čakra, modra čakra, malo več bo o samih mantrah kasneje spregovorila tudi Mili, označuje resnico, komunikacijo, izražanje. Podpiramo jo lahko z eteričnimi olji bergamotke, evkaliptusa, čajevca ali s kristali mavričnega fluorida sodalita. Ko ni v ravnovesju, se ponovadi težko soočimo pa izrazimo ali misli, ali mnenja, ali svoje želje, čustva. Tudi težje takrat poslušamo, tudi težje slišimo in razumemo. In to toliko močno vpliva na telesno govorico ali pa pisno komunikacijo, da imamo tukaj ponovadi blokado. Tako da mislim, da že veš, kaj je napotek, kako se lahko podpreš. Zdaj, kar se tiče eteričnih olj, sivka, cipresa in limeta so odlične v tej difuzor mešanici, ki jo lahko 40 kapljicami v kokos olju v rolonu mažeš na grleni del za to podporo ali pa celo med prstnima kostema. Se pravi, lahko jo podpreš tudi seveda zopet z modrimi kamni, ampak tudi tako, da uživaš modro sadje in zelenjavo, tudi recimo mogoče, recimo težje prideš do modre zelenjave, ampak tukaj bi lahko že kakšni malencani, vsaj zunanji del sadje, borovnice in podobno. Ali pa se odeneš v oblačila modre barve in tudi več časa res nameniš morda tisto, kar je tvoj jezik izražanja, ali je to beseda, ali je to zapisana ali govorjena beseda, izražanje, komunikacija, lahko se izražaš tudi čez risanje, pogovor z otrokom, pisanje, pripovedovanje zgodb ali pa celo meditiranje v tišini, kot recimo drugi del te plati izražanja, da se pač popelješ, če je preveč vsega izražanja, v kontrasmer. Izražam se in poslušam druge, govorim, se izražam, to so recimo tudi afirmacije, s katerimi se lahko podpreš. Tretje, indigo, oko. Pravzaprav je ta čakra, o kateri bo še malo več tudi Mili spregovorila, ko pride do manter, čakra intuicije, odločanja, domišljije, smo že pravzaprav pri predzadnji, torej 6. čakri. Domišljija se tudi tukaj lahko zelo neguje in rojeva. Podpiramo jo lahko z eteričnimi olji muškatne kadulje, ki nam daje jasnost, sivka, pretočno komunikacijo, tudi z višjo, to se pravi univerzalno energijo oči. Podpiramo jo lahko z kristali v teh podobnih barvah, torej ametist, mavrični fluorid, sodalit. In ko ni v ravnovesju, imamo ponovadi izzive z dojemanjem, z razumskim pogledom, tako modrostjo ali pa eno tako univerzalno modrostjo univerzuma, inteligence, spomin, sanje, duhovnost, intuicija. Zdaj, ko jo podpiramo z eteričnimi olji, lahko zbiramo tako, vsaj po aromi zeliščno mešanico muškatne kadulje, sivke, kadila in limonske trave. Lahko pa uporabljaš vsaj te dve osnovni, torej zopet sivko in kadilo. Zanimivo, bolj ko zgoraj zopet prihajamo, vidiš, da lahko podobna olja kot pri korenski čakri lahko uporabljaš. Naneseš, če je to razredčeno, zopet v rolonu na zgornji del prsnega koša ali na tretje oko. Ne pozabi, da rečiš tako, da povečaš te število kapljic difuzorja na 40 skupnih kapljic, daš kokosovo olje in to daš v 10 ml rolon. Podpiraš pa jo lahko tudi z indigo barvo ali bodisi kristalov, z uživanjem takšne barve zelenjave in sadja, ali pa da se odeneš v takšna oblačila. Lahko pa tudi z ritualom meditacije, vizualizacije, barvanja, risanja, tudi če te to kliče regresijo, spomina, da ga uriš. Usklajena sem svojo intuicijo, vidim, ustavljam v svojo vizijo, si predstavljam, to so pa pač afirmacije, s katerimi si lahko tudi dodatno podpreš svojo 6. čakro 3. očesa.
Pa smo že pri zadnji kronski čakri, kar se tiče mojega dela danes. O sami mantri bom malo več že kmalu spregovorila tudi Mili. Označuje duhovnost, povezana je z univerzumom in z božanskim navdihom, nahaja se na vrhu glave. Podpremo jo lahko z eteričnimi olji kadila, jasmina, tudi z nerolijem za duhovno jasnost ali pa s kristali kvarca, torej kameno strelo, z ametistom, mavričnim fluoridom. Če ni v ravnovesju, takrat težje vidimo globje razumevanje sebe, svoje poslanstvo, onkraj fizičnega pa materialnega. In podpiramo si to lahko recimo s kakšno tako dimno, sladko difuzor mešanico kadila, sivke z dodatkom sandalovine in pelargonije oziroma geranium. Če pa povečamo število kapljic na 40 skupnih, dodamo kokos v 10 ml rolon, si to lahko mažeš za podporo tudi ali na teme, pa tudi zanimivo na sredino prsnega koša, da pač vzpostavljaš tudi osrednji del samega poteka naših energijskih centrov, torej čakr. Podpiraš jo lahko tudi z vijolično barvo kristalov, z vijolično barvo zelenjave in sadja, ali pa da se vdeneš v oblačila te barve, pa da nameniš več povezovanja oziroma časa povezovanju z enostjo univerzuma, s predihavanjem oziroma odvisno, kaj je tvoje prepričanje, vera, pač, da se v svojem izboru tudi posvetiš malo več povezovanju s tem. Zdaj, kar se tiče samih manter, vidim, razumem, skratka, sem del enega, so pa mantre, oziroma mantre afirmacije, s katerimi se lahko podpreš. V naslednjem posnetku ti lahko še pokažem na kratko, kako lahko vzpostavljen pretok univerzalne energije či oziroma naše podpore življenjske energije prane, lahko, ko je že v ravnovesju, še podpiraš z določenimi difuzor ali z nadgradnjo rolon mešanicami. Ko znamo vzpostavljati energije univerzuma, našo življenjsko energijo in so čakre postavljene, opolnomočene, ne moramo imeti večnega ravnovesja, ne? Tako da vseeno ga pa lahko vsakeč komajčkan spolzi, držimo v ravnovesju z nekaj zelo res podpornimi difuzor mešanicami, ki jih, kot rečeno, če povečaš skupno število kapljic na 40 kapljic in dodaš kokosovo olje v 10 ml rolon, lahko to tudi nanašaš potem rečeno na omenjene točke, to se pravi večino prsnega koša, zatilja, stopala, zato da dejansko pač nekako povežeš celotno telo in tudi celotno postavitev 7 čakr. Če rabiš, če čutiš, da je nekaj bolj za umiranje, so odlična olja ilang-ilang, pačuli in sandalovina v tej kombinaciji kot tukaj. Na drugi strani za podporo tako širšo kadila, pomaranče vsaj, tudi z dodatkom bergamotka in ciprese, sploh cipresa kot pretočnost je res nekaj še, kar toliko bolj podpira. Potem, da dvigneš energijo, počutje, kombinacija same limete, timijana, evkaliptusa in zopet, kot vidiš, ciprese, res tako zelo zanimivo, dokaj dosegljivo eterično olje, ki res pretočnost pomaga narediti tudi limfe, no, kot zanimivost, ki se lahko mažeš z njo, masiraš, ampak tudi pri samem energijskem delu. Afirmacije, nekaj sem jih še navedla tukaj, lahko tudi izrabiš in se z njimi tudi potem podpiraš. Pozdravljeni tudi z moje strani. Sem Miljanka Bajželj in delujem pod nazivom Divanči Flow. Podarjen mi je bil ta privilegij, da sem lahko del tega krasnega predavanja o čakrah in kako jih podpreti. Nekaj ste že izvedeli, kako in kaj je možno, a zvok je tudi eden izmed tistih naravnih pomočnikov, ki nas lahko popeljajo v notranjo ravnovesje. V osnovi vsaka čakra že ima svojo pripadajočo semensko, se temu reče, oziroma bidža mantro, preprost zlog, ki že sam po sebi zadostuje, če ga ponavljamo. Prav tako poznamo tudi druge mantre, ki so kompleksnejše in svojo namero tudi delujejo tam, kjer pač so namenjene, lahko jih povežemo tudi s posameznimi čakrami. A za pokušino danes vam naj predstavim prav te osnovne bidža mantre in njihove karakteristike. Torej, prva čakra je lam, predstavlja zemljo, stabilnost. Druga čakra vam predstavlja fluidnost, vodo.
Tretja čakra, ram, je moč, ogenj karakteristika. Četrta čakra, področje srca je jam, torej karakteristika srce, zrak. Peta čakra je ham, zvok, eter. Šesta čakra je zavest, intuicija. In sedma čakra je aum ali celo zvok tišine. Zakaj? Ker gre za neko transcendenco oziroma stanje onkraj zvoka oziroma tona. Vsako mantro lahko nekajkrat ponovimo, lahko je na istem tonu, lahko vsakič gremo z vsako naslednjo na nek višji ton, lahko gremo gor in dol. V bistvu vse te izvedbe niso toliko bistvene, kolikor je bolj pomembno, da se takrat opazujete, da se res udobno počutite in da ste pozorni, kdaj vaše telo začne v resnici vibrirati, resonirati, da veste, da ste ujeli tisti ton, ki je vam najbolj podporen. Tako da večja pozornost je priporočljiva na to, vaše notranje stanje in na to, recimo, kako izgovarjate, da so samoglasniki dolgi, in m na koncu tak zveneč, ki mrmra za zaprtimi usti. Naj vam kot primer recimo predstavim enega, torej lam. Naj vam ta prispevek služi ter spodbudi vašo radovednost, da izveste še več ali morda še bolje, da si dovolite doživeti ta učinek zdravilnih zvokov. Poleg mojih individualnih zvočnih objemov, danes vam priporočam, da ste res pozorni do konca tega predavanja, ker se vam obeta ena posebna priložnost, pa naj še pikico to ostane skrivnost. Tako da hvala vam in naj se vaše čakre kopajo v pretočnosti. Hvala. Zdaj, kar moje področje eteričnih olj je tisto, ki je tudi najmočnejše, čeprav sem tudi celostna svetovalka za zdravje, z naravnimi rešitvami, med drugim tudi z res uravnanimi, naravnimi dopolnili, tudi z podporo samemu črevesju, ko govorimo o zdravi mikrobioti, dobrih bakterij. Drugače pa te vedno znova pri teh webinarjih vprašam in tudi je kot en tak trenutek mesečne evalvacije, kje sem, zato da vem, kam moram iti in kaj negovati, kaj pa že dobro deluje. Mogoče razmisli ta trenutek v tem mesecu, katera so področja, morda dihala, prebavila, imunski sistem, potem koža, spanec, področje stresa ali pa morda energije, mišic, sklepov, ali pa to, da imam mogoče v domu premalo naravnih čistil, ki so netoksična, ali da morda dajem telesu premalo nege, ko pride do čiščenja telesa, sploh recimo v obdobju pomladi, ali podpori in ravnovesju hormonov, ali srčnemu žilnemu sistemu, ali pa enostavno s tem, da morda res kljub temu, da podpiram svoje spanje in zdravo, sveže pripravljeno prehrano, morda manjko kaže smer tam v področju dopolnil, morda tako pri meni kot odraslih ali pri mlajših. Tako da, če želiš morda tudi celostno svetovanje, morda kot v tem primeru tudi v povezavi s čakrami, za sebe ali svoje bližnje, mi seveda lahko pišeš in pogledava, katera olja, izdelki lahko podprejo tebe. Velikokrat tudi pogledam, da naredimo presečno, da je en izdelek za čim več stvari, ki jih potrebujete, zato da skrčimo ta nabor izdelkov v najbolj optimalno in seveda ugodno zate. Za prvi nakup ali morda, če si že del moje skupnosti in rabiš kot obstoječi uporabnik moje skupine dodaten nasvet, ali pa morda si celo oseba, ki nimaš izbranega mentorja oziroma podpore mentorja, pa si že bil v stiku z našimi izdelki, pa potrebuješ ponovno nekoga, ki te bo, ko boš potrebovala, želel, potreboval, lahko usmerjala tudi pri tem svetovanju.
Na tem mestu pa še srčno povabilo za Miljanko Bajželj te vabiva, da si izdelaš personalizirano pršilko, podporno meglico iz eteričnih olj za svojo drugo, torej sakralno čakro, in hkrati, da še spoznaš tudi drugo področje, kjer je Miljanka zelo močna, to je zvočni objem, ki deluje z vsem tem, kar bova, torej da se bomo osredotočili na drugo sakralno čakro, da bomo podpirale čutnost in tudi arhetip ljubezni, da si bomo izdelale z osebno namero informirano in personalizirano meglico iz naravnih eteričnih olj in izbranih podpornih kristalov, ki bojo podpirali to našo drugo sakralno čakro, in še za zaključek oziroma v drugem delu zvočnim objemom Miljanke Bajželj. Datum je posebej izbran, da bo kreiranje še bolj podprto z naravnim ritmom narave in časom leta. Hkrati pa je tukaj zapisano tudi, kako se lahko prijaviš, če rabiš tudi povezavo, za prijavo pa ti je lahko prilepiva z Miljanko tudi spodaj. Se vas srčno veseliva na 26. februarja na butični enkratni delavnici, bodi si v popoldanskem terminu ob 10. uri, 2 uri, ali ob popoldanski 17. uri za 2 uri v Lescah v studio Divine Chi Flow. Za zaključek pa še enkrat srčna hvala za sokreiranje webinarja. Veliko smo si tudi podelile v komentarjih v živo. Tudi vsi, ki ste komentirali v živo, ste sodelovali za prav posebno nagrado. Namreč pripravila ti bom, tistemu, ki boš izbran, prav posebno DIY mešanico rolona za tvojo izbrano čakro. Torej, če si zapisoval, kje so morda točke, kjer potrebuješ malo več nege, pri kateri čakri, lahko posebej pripraviva rolon z eno od mešanic, ki sem jo danes omenjala, torej difuzor mešanic, ki jo bom nadgradila v rolon mešanico, tako da že čez nekaj, pravzaprav sekund, bo nagrado med vami sodelujočimi v živo nekdo prejel, tako da lepo poglej v zadnje komentarje. Jaz se pa še enkrat tudi zahvaljujem Miljanki Bajželj in Metki Damjan za sokreiranje tudi v vsebinskem delu tega webinarja in vas do naslednjega lepo pozdravljam. Čestitke nagrajeni osebi in vse lepo, še naprej se spremljamo tudi na zapisanih bodisi socialnih omrežjih ali preko butičnega enovičnika.